Res je in naj takoj povem, da tovrstne razprave, ko postavijo kakšno državo članico na tnalo, ne vodijo nikamor. Spodbujajo nezaupanje med ljudmi in državami. Tokratna razprava je pokazala, da med tem medinstitucionalnim sporom med svetom EU na eni strani in pa Evropskim parlamentom ter Evropsko komisijo na drugi ne more biti zmagovalca. Predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki je korektno, a ne trenutke nespretno predstavljal situacijo. Spomnil je, da so nekatere ustavna sodišča v državah že prej sprejemale podobne sodbe in sicer, da pravo EU ni nad ustavnimi odločbami v državah članicah, kadar ne gre za skupne politike Evropske unije. Kljub temu v Evropskem parlamentu in nasploh v Bruslju uporabljajo dvojne standarde, kot smo videli, in iskrice so kar letele po parlamentu. In če ni zmagovalca, kot sem dejal prej, pa je poraženec in to ni Poljska, ampak evropska demokracija. Žal mi je, da se je zgodila takšna vojna na tej točki in da so mnogi moji kolegi v skupini glasovali tako, kot so. Čeprav je bil med poročevalci tudi naš kolega Dorfman, ki je tudi strokovnjak za to področje, poročilo jasno kaže tendenco, da po skoraj 60 letih kmetijsko politiko od desno-konzervativne opcije prevzemajo liberalci in socialisti. Prejšnja paradigma je temeljila na kmetu, na proizvodnji, na preprečevanju prevelikih nihanj na trgu, na količini, ki preprečuje lakoto, in kakovosti, ki smo dosegli v Evropi. Sedaj podpredsednik Evropske komisije Timmermans v okviru zelenega prehoda spremenil vižo do skupne kmetijske politike. Na nek način smo dobili ali bomo dobili paradoksalno, urbano, ne pa ruralno kmetijsko politiko, ki je bliže potrošniku in trgovinski verigi. Toda samo na prvi pogled. Tako kot so pretirane zahteve zelenega prehoda že sprožile dvig cen energentov, tako se bo zavezništvo povečalo dvig cene hrane in posledično sprožilo probleme v oskrbi. Že danes si v Evropi kar 30 milijonov ljudi ne more privoščiti ustreznega obroka. Poročilo neposredno nagovarja, da je treba zmanjšati število goveda, ki da najbolj ogroža okolje. Priporoča, da naj Evropejci jemo manj mesa in še je pomenljivih trditev v skoraj 50 straneh besedila in še dodatnih 50 predstavljajo mnenje ustreznih odborov. Skratka, zelo bomo morali biti pozorni na te politike, še zlasti sedaj, ko zeleno-rdeči pakt vse močnejši postaja tudi v Evropi. Zato bo podnebni vrh v Glasgowu izjemno zanimiv. Prav zanima me, ali bomo slišali tudi kak glas razuma, ki je v razpravi na plenarki prihajal z desne, ali pa bodo orkestrirano fetišizirali koncept Fit for 55 in spregledali, da se nam že dogaja pomanjkanje elektrike, energentov in hrane.